Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o želji po znanju, informacijah in obvladovanju situacij v življenju. Skozi izobraževalni šolski proces nam v glavo skušajo vbiti številne podatke o nekih zgodovinskih dejstvih in odkritjih, o znanstvenih odkritjih. Želijo nas naučiti vse mogoče stvari, zato ker naj bi vse te informacije, znanje in sposobnosti v tem koristno uporabili v svojem življenju. Naš deluje na osnovi povezovanja informacij med sabo, z nabiranjem raznega znanja, zato da bi si nekako ustvaril predstavo, da ima zavedanje realnosti. Toda oziroma umsko-zavestni sistem je princip ločenosti od realnosti, univerzalne fizične realnosti v tem trenutku. In funkcionira na osnovi starih informacij. Enkrat, ko informacijo sprejmemo v sebe, v svoj potem ostane v njem toliko časa, dokler jo ne odpustimo iz uma. Torej deluje na predpostavki, da je realnost statična, nespremenljiva in da ko spoznamo določena dejstva, lahko ustvarimo svojo varnost za svoje življenje. Resnica pa je povsem drugačna, kajti tisto, kar je resnično, je ta univerzalni fizični svet. To, kar je sestavljeno iz snovi, iz materije. In na tem svetu v vsakem trenutku delujejo številne sile, vse se preobraža in spreminja. V vsakem trenutku je vse novo, vse je drugače. In če živimo v prepričanju, da smo že vse spoznali in da vemo, kako stvari izgledajo, potem se slepimo. Marsikdo v želji, da bi poskrbel za svojo eksistenčno varnost, skuša absorbirati čim več informacij in podatkov. Kajti ti podatki potem človeku dajo občutek, da ima veliko znanja, veliko zavedanja in da bo lahko kos vsem življenjskim izzivom. Toda tisto, kar nas ljudi dela sposobne, da se soočamo z katerokoli situacijo, je realizacija resnice, realizacija dejanskega dejstva, da je celoten svet stalno v fazi spreminjanja, da ga nikoli ne bomo mogli obvladovati in nadzorovati mi kot eno samo živo bitje. In edino, kar v resnici predstavlja našo stabilnost, je naše fizično telo. Vse, kar se lahko zanesemo, je to, da bo naše fizično telo
tukaj z nami in da nam bo v oporo. Ko to dojamemo, ne potrebujemo nekega visoko strokovnega, znanstvenega znanja in nekih podatkov o tem, kako vse stvari so bile in obstajale v preteklosti, ampak se lahko soočimo z katerimkoli izzivom učinkovito v tem trenutku z uporabo svojega lastnega diha. In seveda, zlasti, če se usklajujemo z principom enosti in enakovrednosti, oziroma da delujemo na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. To je vse, kar rabimo, da se uspešno soočimo z katerimkoli življenjskim izzivom. Torej, samo to, da učinkovito dihamo, da smo z zavedanjem tukaj v fizičnem telesu in da pogledamo, kako se bomo sedaj odzvali na situacijo v skladu z principom tistega, kar je najboljše za vse. Na ta način, ko se osvobodimo uma in potrebe po tem, da bi stalno nekaj razmišljali, presojali, primerjali z informacijami, ki smo jih sprejeli v svoj počasi razvijemo direktni vpogled v situacijo. V kvantnem trenutku vidimo stvari točno take, kot so v resnici, vse njihove medsebojne povezave in vplive in se potem lahko odzovemo na osnovi dejanske realnosti, ne pa na osnovi neke domišljije, predstave, interpretacij ali nekega nerealnega dojemanja. Kako to doseči, to stanje, to je dolgoletni proces, zato vas vabim, da si proučite informacije, ki so opisane pod tem videoposnetkom, da se vpišete na brezplačni spletni tečaj DIP Light in se pridružite naši globalni raziskovalni in razvojni skupini Destiny. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje.